Pozdravljeni. Za nami je velika nagrada Japonske, ki je trajala več časa od tistega načrtovanega, a po drugi strani smo videli manj krogov, kot smo jih vsi mi navdušenci pričakovali. A kljub vsemu je sedaj prišel trenutek za naš komentar. Na začetku je prav, da se ustavimo pri tistem vprašanju, ki se je verjetno pojavilo v mislih marsikomu izmed nas navdušencev. Zakaj na Japonskem v bistvu niso napravili nekaj podobnega, kot smo videli še pred tednom dni v Singapurju? In govorimo o tem, da bi enostavno premaknili štart na poznejšo uro. Videli smo tisti prvi del, ki je trajal nekaj krogov in na to dolgo čakanje. Ne moremo govoriti o tem, da je organizatorje presenetilo vreme. Če pogledamo že tisti naš uvodni prispevek, je bila možnost dežja med samo dirko omenjena že v četrtek. A organizatorji imajo zagotovo boljše vremenske podatke kot jaz sam in seveda tik pred samim začetkom aktivnosti jim je bilo že jasno, kaj jih čaka. A verjetno na to vprašanje ne bomo dobili nekega odgovora, ampak zaradi takšne odločitve smo bili prikovani pred televizijske zaslone bistveno dlje časa, v resnici smo pa videli manj dirke. To še ne pomeni, da nimamo tistih pravih iztočnic za današnji komentar. In prva točka, kateri bi se rad ustavil, je nekaj, o čemer smo že govorili, to praktično prejšnji teden. Videli smo lahko pri tistem prvem štartu, da zopet pri Ferrariju imajo težave s pospeševanjem. Namreč Charles Leclerc se je odlično pognal z mesta, bistveno hitreje od Maxa Verstappena. Ampak nato v drugem delu je praktično pozicijo izgubil. In sedaj se je upravičeno spraševati, ali je težava na pogonskem sklopu in kako jo bodo odpravili. Namreč razvoj komponent je zamrznjen in če gre za neko hibo na elementu MGUK, kaj bodo lahko storili do konca tega obdobja. In seveda zgodba, kot smo že omenili v prejšnjih komentarjih, ki se vije najmanj od velike nagrade Emilia Romagna. In tu bi se rad ustavil pri oni epizodi, kateri je bil izjemno učen Pierre Gasly. Namreč Pierre Gasly je dejal, da organizatorji dirke v Japonski so se privoščili izjemno nevarno potezo, ko so spustili viličarja na progo. In tu je citiral tisto tragično epizodo, seveda z Julom Bianchijem. In verjamem, da se tega vsi mi navdušenci dobro spomnimo. Tu bi rad pripomnil še nekaj. Pierre Gasly je bil pod preiskavo, kajti v varnostnem režimu ni dovolj znižal hitrosti. Torej, tudi on se je obnašal, recimo temu, nevarno. In tu se moramo zavedati dejstva, da vozniki so prvi, ki morajo poskrbeti za lastno varnost skladno z navodili in pravili Formule 1. Seveda še majhno pojasnilo, zakaj smo videli Alfa Taurija, ki je začel dirko iz ozadja. Menjava karakteristik zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Besedno vgradili so elemente, ki niso bili enaki onim na samih kvalifikacijah. Ko so prekršili Parc Fermé in pravilnik veleva, da pri takšni kršitvi dirko začne iz pit lane. V tem prvem delu smo videli predvsem stop Carlosa Sainza mlajšega, ki je s tistim, kar vemo sedaj, zapravil lepo priložnost za dobro uvrstitev. In ne smemo pozabiti na Alexandra Albona. Glavna dirka se je začela bistveno kasneje. Seveda, zadevo bi lahko rešili drugače, ampak
vseeno, videli smo dokaj napeto dogajanje. In tu je treba poudariti nekaj. Da, naprimer, sistem DRS je pod kritiko mnogih puristov, ki imajo radi Formulo 1. Ampak videli smo, seveda, da brez tega elementa so bolidi Formule 1 tako hitri, tako skupaj, da praktično manever prehitevanja je izjemno otežaven. Po drugi strani, v takšnih vremenskih razmerah ne smejo dovoliti uporabe sistema DRS, kajti bilo bi preveč nevarno, kolikor na zadnjem pogonskem paru koles ne bi imeli dovolj oprijema tudi na ravnini. Ko so se vremenske razmere malce umirile in smo spremljali lahko nadaljevanje same dirke, smo videli kar nekaj zadev. V bistvu marsikaterega navdušenca so tudi rahlo zbegale. In tu govorim o tistem izjemno poznem prvem postanku pri ekipi Haas, kar se tiče Mika Schumacherja. Le kaj so hoteli dokazati? Namreč dvomim, da je bil to edini način, da so Mika vsaj za nekaj krogov spravili v ospredje. In kaj je konec koncev to pomenilo? Mik mora domov prinesti rezultate in se ne pojaviti za nekaj krogov tam spredaj. In čakati na varnostni avtomobil je, po mojem osebnem videnju, dobesedno otročji izgovor ekipe, ki nima nekega pravega odgovora na situacijo na sami progi. Verjamem, da so lahko bili zmedeni, ampak Magnusenu so pneumatike zamenjali v pravem trenutku. Sedaj se že vidi, da pri ekipi Haas igrajo neke vrste dvojno igro z dvema različnima strategijama, kjer pa Mick Schumacher ni tisti voznik, katerega bi stavili. Videli smo in mislim, da je vsakomur izmed nas sedaj to tudi jasno. Po drugi strani ne moremo mimo dejstva, da je Nicolas Latifi prikazal enkratno dirko. In vidimo lahko, da kanadski voznik je dosegel točke in tako verjetno zaprl usta marsikateremu kritiku, ki je bil neizprosen do njega. Kolikokrat smo poslušali vprašanja, kaj sploh počne v Formuli 1. Danes smo videli ne samo, da ima finančno zaledje, ampak da je soliden voznik. Ne govorim o tem, da bi bil potencialno material za naslov svetovnega prvaka, ampak da Nicolas Latifi ima tiste sposobnosti, ki ga uvrščajo v svet Formule 1. Iskreni, danes smo videli izjemno malo odstopov in Nicolas Latifi je bil na primer hitrejši od obeh McLarenov. Zavedamo tega dejstva ali ne? Če bi se mene vprašalo, kdo bi lahko bil voznik dneva, bi takoj povedal, da Nicolas Latifi zaslužen. Seveda, videli smo še nekaj, kar bo marsikaterega navijača skuderije Ferrari rahlo razburilo. Namreč to, da Charles Leclerc, ko mora nekomu slediti, ni več tisti šampion, v kožo katerega ga marsikateri avtor postavlja. Kolikor Leclerc začne dirko kot prvi in si nabere določeno prednost, no ja, hkrati je sposoben zmagovati. Ampak ko je v ozadju, ko se mora boriti, smo videli v letošnji sezoni, da ne gre vse tako, kot so si nekateri zamislili. In tu zopet moramo citirati na primer veliko nagrado Emilie Romanje, ampak tudi veliko nagrado Japonske. Ne samo, da v drugem delu dirke ni bil sposoben nekako ogrožati Maxa Verstappena. V bistvu smo videli, kako je izgubljal in to kar precej. Toliko je izgubil, da ga je dohitel seveda Sergio Perez. In videli smo, kako se je krčevito branil in na koncu praktično v zadnji kombinaciji napravil napako, uporabil izletno cono in zasluženo dobil 5 sekund pribitka. Je po
pomaknilo Charlesa Leclerca na tretje mesto. In seveda Max Verstappen je postal svetovni prvak. Prišla so tudi vprašanja, kako da je bil Max Verstappen kar tako razglašen za svetovnega prvaka, a mu ni zmanjkala ena točka. A tu moram priznati, da v športnem pravilniku Formule 1 je člen, katerega sem spregledal tudi sam. Med prenosi smo lahko spremljali razprave, kako je treba prevoziti določeno razdaljo, da bodo lahko na koncu razdelili določeni odstotek točk. Ampak to velja edino v primeru, da dirke ni mogoče nadaljevati. Dirko v Suzuki je bilo mogoče seveda nadaljevati po prekinitvi, zato so si vozniki na koncu razdelili polno število točk. Mislim, da je zgodba od tu naprej vsakomur jasna, a potrebno je bilo čakati tisto zadnjo, končno razlago iz strani uradnih oseb. A pojdimo naprej. Videli smo tudi nekaj zanimivih bojev tam v mestih takoj za zmagovalnim odrom, kjer moramo opaziti enkratno dirko za ekipo Alpine, kjer je bil Ocon tisti vodilni voznik. In videli smo, kako Fernando Alonso kljub vsemu ni bil par svojemu bivšemu, bistveno mlajšemu kolegu. In v naslednji sezoni lahko si tudi mislimo, da bo francosko-britanska ekipa lahko naredila še korak naprej in poraja se vprašanje, ali je Fernando Alonso napravil pravi korak. Mnogokrat smo že opazili, da je bil v preteklosti v pravi ekipi, ampak v napačnem trenutku. Je tudi sedaj napravil to napako? No ja, to je argument za naslednjo sezono, ampak pri Alpinu so bili boljši od Mercedesa in to je dejstvo. Tovarniška ekipa Mercedes je lahko eno izmed največjih razočaranj tu na Japonskem, ker smo verjetno vsi mi pričakovali bistveno več. In ne smemo mimo dejstva, da je bila ta dirka na Japonskem enkratna tudi kar se tiče Sebastiana Vettela, ki je pokazal nekaj malega, tistega leska, po čemer je bil znan v preteklih sezonah. A vseeno videli smo zopet zmago Maxa Verstappena, ki pa je bila, dovolite mi izraz, rutinska. Namreč res ni imel nekega pravega nasprotnika, ki bi ga lahko spravil v kočljiv položaj. Vse je bilo odvisno več ali manj od njega. In upam, da sedaj ne bomo več slišali onih pritoževanj raznih navdušencev, kako lahko življenje je imel Lewis Hamilton, ko je imel na razpolago toliko močnejši bolid ekipe Mercedes. Kaj bi lahko dejali o Red Bullu RB18 v sezoni 2022? Seveda, če se prvenstvo zaključi na veliki nagradi Japonske, so zadeve jasne vsem tistim, ki imamo radi Formulo 1. Upam, da v naslednjih sezonah bo situacija bistveno drugačna in bolj podobna onim, ki smo jih spremljali v sezoni 2021. A to so le moje osebne želje. V našem drugem delu si bomo kot običajno pogledali še strategije, ki sem jih pripravil sam in one, ki jih je pripravil Pirelli. Namreč zaradi deževnega vremena praktično smo videli izmenjavo pnevmatik za vlažno in mokro progo, torej tisto, kar so pokazali naši izračuni, sploh ni prišlo v uporabo. A vseeno, Pirelli je pripravil kar 4 različice onega, kar bi lahko uporabili pri ekipah. A tu je treba poudariti, da sam sem v 2 od 4 variant praktično imel čisto enako mnenje kot strokovnjaki pri Pirelliju. A pri Pirelliju je treba pokritizirati nekaj. Poglejte drugo in tretjo varianto. Zakaj bi bil nekdo prav tako hiter,
kolikor uporablja pnevmatiko hard na mestu medium. Sama grafika Pirellija nam je pokazala, da med tema dvema trdotama je približno sekunda in 30 razlike na krog. Tudi to, da ukolikor nekdo uporablja pnevmatiko medium na mesto pnevmatike soft, kaže na praktično enako stališče. Zopet, kot že mnogokrat letos dokaz, da tudi mi, navdušenci od doma, lahko predvidimo, kakšne so one rešitve, ki bi jih lahko uporabile ekipe. Gre za neke vrste vajo za račun, bolj za zabavo kot kaj drugega. A tudi tokrat, kot ste videli, sem bil dokaj blizu. Lahko naslednjič ne bom več. A to bomo ugotovili skupaj. Kar se tiče današnjega komentarja, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.